Zaslužena. Ja, mislim, da smo vsi kar izmučeni danes po tej tekmi. Ampak za 3 dni nas čaka še malo bolj pomembno, verjetno. Danes lahko malo se veselimo, ampak ne preveč, ker moramo gledati že naprej in da bomo v torek 100%. Veliko se je pred tekmo govorilo o Polandu, sicer je zabil, ampak se ni kar tako znašel v priložnosti. Kar dobro ste ga ustavili, skupaj s svojimi igralci seveda. Ja, njemu ne treba 2-3 šanse, da zabije gol, res je kvalitetna špica. Ja, nam je kar uspelo, ampak še vseeno je zabil gol, ampak smo se dobro odzvali kot ekipa in ko zabiješ ti 2, pa oni enega, bomo tudi vzeli. Nekako se zdi, da ste veliko bolje igrali, potem ko ste prejeli zadetek, ko ste pač morali igrati, ko ste morali loviti izid. Ja, nekako je mogoče v tistem trenutku pol lažje, malo dobimo vsi. Znamo odreagirati, v zadnjih tekmah res znamo odreagirati, ko se znajdemo v zaostanku in mislim, da to je ena velika kvaliteta te ekipe in normalno pa, da bi bilo že boljše tudi, če bi prej tako igrali, ampak nekako je to vse v glavi, ki moramo en klik narediti, da bo že prej isto, ampak je pa vseeno spodbudno, da odreagiramo tako, kot odreagiramo po zaostanku. Ne glede na to, kako se boste danes rešili Srbija in Švedska, še vedno je vse v vaših zlogah, da se obdržite v drugem jakostnem razredu. Kako zdaj na Švedsko? Ja, definitivno, to smo vedeli, da bo verjetno zadnja tekma odločala in samozavestno vzeti dobre momente z te tekme, dobre občutke in na Švedsko po zmago. Igranje pred polnimi stožicami je poseben občutek. Ja, je bilo lepo danes, je treba reči, je bilo res lepo in tudi navijalo se je in upamo, da s tekmo v tekmo še to na večji nivo vzignemo in da bo vedno lepš priti v stožici. Gol Benjamina Šeška, res mojstrovina. Mojstrovina, vsi vemo, kakve kvalitete ima Beni in mu je vrnalo danes, ker je res delo za ekipo celo tekmo v obrambi zadržal velik žog in pol ti nogomet tudi malo vrne in danes mu je in zelo lep gol, pomemben za ekipo in sem vesel za njega. Pospano prvo polovremene, pa ste se onda probudili kad ste bili -1. Da, mislim da smo dobru reakciju pokazali na go i mislim da smo na kraju i zasluženo pobijedili i pokazali smo da smo ekipa, da smo svi zajedno i da do kraja se borimo da pobjedimo utakmicu. Čini se da se nešto promijenilo, borba od prve minute, možda ne izgleda sve ono baš kombinatorika i to, ali stvarno se borite, nema izgubljene lopte, ko da se vratilo nešto što se davno izgubilo. Da, mislim da smo kao ekipa zreli, što je jako bitno i mi igrači smo shvatili kao ekipa neke stvari da moramo jednostavno uvijek ostati srce na terenu i mislim da se to sad vidi na utakmicama. Pune stožice? Fenomenalno. Nadamo se da će uvijek biti tako. Norveški, ki je tradicionalno neugodna za Slovenijo in še gol si zabil. Kako se počutiš? Počutim se odlično. Res smo trdo garali za te 3 pike. Imeli tudi kanček sreče, ampak smo si jo zaslužili in imamo 5 točk, tako da nas čaka zadnja tekma Švedsko in vse bomo naredili, da ostanemo v skupini B. Tale naveza Šporar, Šeško v napadu zelo dobro funkcionira in danes celo od prve minute. Ja, definitivno, mislim, vse ni težko igrati. Šeško je izredno kvaliteten igralec in normalno, da ni težko z njim igrati v napadu, ampak cela ekipa je danes odgarala in od zadaj v vezi so podrgnali tako, kot so mogli. Na nož smo šli, veliko rumenih kartonov, ampak to je vse, pride v zakup na taki tekmi in hvala Bogu, da smo na koncu tudi z malo sreče zadeli. Kot da se je nekaj spremenilo, oziroma zagotovo se je nekaj spremenilo. Borbeni ste bili od prve minute, tudi ko ste zaostajali, šele takrat ste se praktično prebudili dokončno. Dobar, vse v zadnjih letih smo bili skozi neki borbeni, skozi smo si želeli, ampak na koncu je vedno nekaj zmanjkalo. Vedno nam je zmanjkalo, ne vem, mogoče smo bili za meter prekratki, mogoče smo imeli nesrečo pri etem golu, ampak zadnje čase se obrača k nam uprit in treba je naprej trdo garati in se pravimo, narediti vse, da ostanemo v skupini B, ker so tekme izredno kakovostne. Dovolj, da še izkoristim, kaj se dogaja pri tebi v klubu, zaenkrat kaže vse izvrstno. Sprejeli so te navijači, zabijaš tudi tam, dobre ste na lestvici. Ja, trenutno gre vse dobro.
Navijači so, dajmo reči, malo v euforiji, Panathinaikos že dolgo ni bil v taki formi, imamo 5 od 5, ampak začetek sezone smo šele 5 tekmo, še 30 tekem, 31 tekem imamo in trdo naprej delati, ostati zdrav in se boriti za naslednje 3 točke. Najlepša hvala. Hvala. Hvala, da šel zelo jezen dol z igrišča. Hitro je sicer zamenjal dres z Češkom, ampak pol kar jezno odkorakal, hitro odvihral. Dobro, normalno, mislim, vse ne more biti vesel. So zgubili tekmo, ne vem, ne rabite me spraševati o Haalandu, zato ker Norveška ni sam Haaland in če bi bil vesel, ko gre dol z igrišča, bi bil malo čuden. Samo še eno, jaz ker je vmes nekaj zablokirala. Ne vem, če so te že kolegi vprašali, ampak ta tvoj izenačujoči gol, lepa podaja Šeška, zadetek, kako ga sam zdaj doživljaš? Iskreno povedano se ga ne spomnim čisto dobro, tako da moram pogledati gol. Jaz sem otekel na drugo, se vrgel za žogo, Šeško je dal dobro žogo in hvala Bogu je šla not. Zdaj 3 pomembne točke so tu, ampak še ena tekma je Švedska. Kako zdaj se regenerirati tako hitro za pot na novo tekmo? Tako mi kot Švedi. 3 dni, dosti časa imamo, da se zregeneriramo dobro. Danes smo sigurno izpraznjeni in emocionalno po takem preobratu, pred polnimi stožicami, ampak vse pravi, na Švedskem moramo iti spet na glavni rezultat, zato ker mislim, da si, če pogledamo zadnje 3 tekme, zaslužimo stati v tej skupini. Tako borbene Slovenije kot danes, od prve minute praktično še nismo videli. Ne bi se strinjal, ker če mi danes rezultata ne bi obrnili, se v tej borbi verjetno ne bi pogovarjali. Ampak se pa strinjam, da se je nekaj spremenil, ker se pravim. Očitno se tekmica nagne, če je tekma egal, ker roko na srce Norvežani so danes odigrali dobro tekmo. Ampak vse sem rekel, 3 točke so ostale doma in kljub temu, da so imeli oni nekaj šans, smo zborbali do konca. Nekaj se je spremenilo, kaj se je spremenilo? Ne vem, pa mislim, težko rečem, kaj se je spremenilo. Nič se ni spremenilo, isti igralci smo, isti selektorje. V nogometu pač pride obdobje, ko ne gre, potem pa enostavno se vse obrne na tvojo prid. Trdo delamo, ampak vse konc koncev nismo še nič naredili. Imeli smo 2 točki, po 5 tekmah imamo zdaj 5 točk, tako da ni neki wow dosežek to, ampak na Švedskem imamo lepo priložnost, da ostanemo v skupini.